Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Kot sva z Mašo obljubili že prejšnji teden, bomo danes medvedu naredili družbo in mu naredili prijateljico lisico, lisičko Svitorepko. Za izdelavo lisice potrebujemo oranžen trši papir, bel trši papir, šablono, svinčnik, črn flomaster, škarje, luknjač in lepilo za papir. In spet najbolje, Maša, da kar pričneva, da našemu medvedu ne bo preveč dolg čas. Najprej boš na oranžen papir narisala lisičko. Seveda pa oranžen papir najprej prepogni na polovico, kar na polovico, Maša, čeprav bo nekaj več ostanka, vendar so že tole takšni ostanki ostali od drugih projektov. Tukaj lepo takole podrgniva, da. In sedaj narišeš tako, da gledajo ušeski malo čez, tako, ker ne bova čisto izrezali, a ne? Ušeski bodo ostali tako, da bo naša lisička lahko stala. Skratka, na tem pregibu postavimo šablono tako, da gledajo ušeski malo čez rob. Maša, samo pazi, takole, da bo naša lisička takšna lepa lisička, ki bo v našem jesenskem gozdu, ki ga ustvarjamo v mesecu novembru, rada prebivala. Na bel papir pa naredimo lisičji obraz in pa bel lisičji trebušček. Tako. In pa še trebušček naše lisičke. Sedaj vse delčke izrežeš, paziš, predvsem pri tehle naših ušeskih, da jih ne prirežeš do konice, skratka, da se bo v tem delu naša lisička stikala, da bo potem tako lepo stala. Na kaj drugega pa ni potrebno biti pri izrezovanju pozoren. Poznaš kako pesmico o lisički Svitorepki? Ko si bila mlajša, ste se jo zagotovo učili v vrtcu ali pa potem v nižjih razredih. Lisička je prezvita zver. Lisička je prezvita zver. Ja, to smo se vsi. To so se učile že moje generacije, pa verjetno tudi tvoja mami, tvoj ati, skratka. To je bila taka popularna slovenska pesmica. Ne preveč, ušeske kar pusti, Maša. Ne jih preveč izrezovati. Skratka, osnova naše lisičke je takole gotova. Izrežeš še njen obrazek. Tukaj le bova samo pazili, da bova potem lisičko obrnili in da bo ta svinčnik, s katerim smo risali, lepo skrit v notranjosti naše lisice. Tako. Vse delčke si bomo najprej izrezali in potem, ko začnemo lepiti, da če imamo malce popackane roke od lepljenja, da si jih ne po fazah tako naredimo izdelek, ne? Tako, obrazek je narejen, sedaj pa še trebušček izrežeš. Potrebovali pa bomo spet tole majhno harmoniko, ker če sedaj le gledate tole našo lisičko, vedno bolj narazen leze, ko pa bomo takole tole harmoniko prilepili v njeno notranjost, pa bo to ena taka varovalka, da
nam lisička ne bo padla. To smo že prejšnji teden pri medvedu tudi naredili in njegovem trupu. Imava trebušček, to se pravi, najprej prilepiva tole harmoniko v notranjost naše lisičke. Takole, izvoli, vzami lepilo, tukaj imaš podlago, da si spet namažeš oba delčka in prilepiš takole pri dnu naše lisičke tole harmoniko. Sva rekli? Tako, in jo stisneš na drugo stran. Zložiš, stisneš. Tako naša lisička ne bo mogla pasti. Skratka, sedaj jo bo tale harmonika takole malce pustila, da se posuši. Lepo jo takole previdno razpriva, da se ne bo takole. Lisička bo sedaj stala točno takole in nič več. Sedaj pa boš takole na sredini namazala tale obrazek, seveda na tej strani, ki je. Malce postaviva še trebušček, da ne bova nalepili prenizko in prilepiva lisički obrazek. Tako, spet prilepiš trebušček, mogoče ga celo malce skrajšaš, takole čisto za kakšen milimeter, spet ga namažeš na tisti strani, kjer se pozna svinčnik, da ga skrijeva, prilepiš lisički trebušček, z luknjačem, če nimate luknjačka, pač iz črnega papirja izrežete majhno črno kroglico, tale kroglica bo predstavljala, tukaj ga bova takole jo, je padla naša kroglica ven, je, in prilepiš smrček, namažeš z lepilom in naši lisički narišeš še oči. Tako, s črnim flomastrom pa ji narišeš še 2 majhni očki. Takole, in sedaj našo lisičko pokaževa našim gledalcem, malce moramo tukaj le paziti, če smo slučajno preveč namazali z lepilom, da se nam stvari ne zlepijo. Tako. Lisička, ki bo delala družbo našemu medvedu, je gotova. Pri koncu današnje oddaje sva. Če želite ustvariti tudi naslednjo sredo, na zgled ob 18. na VTV-ju. Pa pripravite si kakšen borov storž. Izdelovali bomo namreč veveričko. Nasvidenje do prihodnjič. Adijo!